A so pripravljena, Šiško? Sva. Potem pa na začetku samo malo ritma. 1, 2, 3, 4. Piči. Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Včeraj je bil na uradnem obisku v Sloveniji makedonski predsednik vlade Nikola Gruevski, ki je poudaril, da bo Makedonija podprla vsa slovenska podjetja, ki želijo delovati na njihovem območju, in tega smo seveda od kolegov Makedoncev zelo veseli. Hvala lepa, Makedonija. Premier Borut Pahor pa je dejal, da sta Slovenija in Makedonija prijateljski državi in prav ima. In nimata neurejenih vprašanj. In spet ima prav, kajti se spomniš tistega škandala z gnilimi paradajzi pred 20 leti, tistega se več ne omenja. Makedonija Slovenija, ne veš, skoro vojna bila. Kaj? Okupacija? Ne spomniš se? Ne. Mogoče zato, ko sem si izmislil. Ter da imata državi priložnost, da politično in gospodarsko sodelovanje poglobita. Za kolegom, predsednikom makedonske vlade sta ugotovila, da je navkljub zelo dobremu, odličnemu političnemu sodelovanju gospodarsko sodelovanje pravzaprav relativno skromno, glede na možnosti, ki jih imamo in glede na neko simpatijo, ki veje med obema narodoma. To obsega približno 200 milijonov evrov, kar glede na zmožnost obeh ekonomij morda ni toliko, kot bi lahko bilo, če bi se obe vladi tesneje zavezali k temu, da v okviru njunih pristojnosti storita vse, da se to sodelovanje poglobi. Gledalcem se za slabo tehnično kvaliteto posnetka opravičujemo, narejen je bil iz zasede. Poglabljal pa naj bi se tudi ljubljanski železniški tirni sistem. Župan Zoran Janković se veseli meseca marca, ko naj bi bila dokončno usklajena pogodba z investitorjem o gradnji in posodobitvi ljubljanskega potniškega centra. Hej, to je pa lepa novica! A uporabljaš kaj mestni potniški promet? Ful! Stari, vsakič pogledam, kaj piše na avtobusu, ko se mem pele. Sistem izgradnje potniškega centra v celoti je treba vprašati investitorja Gorne in tudi Slovenske železnice, ki imajo pogodbo z njimi in ki imajo tudi neke zaveze, kako jih držijo. V tem trenutku, tisto informacijo, ki imam na zadnji prejšnjega tedna, gospod Čabatot je bil pri meni z željo, z prošnjo, da bi popravil vso dokumentacijo izgradnjo prve stolpnice in zato menda imajo finančne vire zagotovljene, ostalo pa v fazah. To naj bi bile edine informacije, s katerimi Janković razpolaga, ter da se je za kaj več potrebno obrniti na investitorja, torej Emoniko d.o.o. in Slovenske železnice. Povedal pa je še, pri čem bo občina za vsako ceno vztrajala. Mestna občina Ljubljana bo pa s plani, ki bo tretje zagotovila, da je poglobitev železnice možna kadarkoli v prihodnosti, ki pa je projekt države in mestne občine odnosno pridobivanja evropskih sredstev. Da, drage gledalke, dragi gledalci, vemo, kaj si mislite. Sprašujete se, kaj je na vprašanje novega potniškega centra odgovoril predstavnik države, minister za promet Peter Vlačič. Poglejmo. Jaz se bom o tem malo pozanimal, to je vprašanje, ki sem ga danes prvič dobil, pa bom lahko mogoče drugič odgovoril bolj natančno, da vidim, kaj se tam dogaja. Jaz sem sicer zadnjič govoril z županom Ljubljane neformalno, omenil mi je nekaj težave, ampak bolj natančno ne. Je pa bil prometni minister bolj domač na področju vinjet. Svidiš, Šiško? Jasno, na vinjete se pa on spozna. Tle pa strokovnjak, a veš, mislim, tle pa on suvereno, ni problema, a veš. Na vprašanje, kako je z uvajanjem krajših vinjet, kar od Slovenije zahteva Evropska unija, je dejal, da bo na to lahko odgovoril, ko bo medresorska skupina podala predloge. A vidiš, niti odgovoriti ne more počakati na nekoga drugega, veš, ampak in the meantime, while you were sleeping, pa on razlaga o nekaj vinjetah, štekaš. Pojasnil je razmere, v katerih smo se zaradi vinjet znašli. Ne samo povem, da so seveda vinjete ob tem, ko so razveselile naše državljane z nizkimi cenami, prinesle kar neki tegob sabo. Prva je zaustavitev evropskih sredstev, druga je infringement
pred torej, organi Evropske komisije oziroma bodoče verjetno sodišča. Tretja je problemi z vzdržnostjo našega programa izgradnje avtocest, namreč pobran denar ne zadostuje za plačevanje obstoječih dolgov. Uvedba kratkoročnih vinjet bi pa še bistveno poslabšala izplen cestninjenja. Tudi v nadaljevanju oddaje se bomo pomudili pri izplenu na cestah. 35 mestnih redarjev, kolikor jih ima Ljubljana, se bo po novem po mestu smukalo v novih uniformah. Včeraj so jih v županovem uradu predstavili takole. Naš cilj je bila torej uporabna uniforma, estetska uniforma in pa tudi sodobni kroji. Da so oblačila, ki jih boste radi pogledali na ulici, in boste ponosni pravzaprav, da imajo ljubljanski mestni redarji tudi novo, lepo in tako primerno podobo. Članice slovenske smučarske reprezentance Mateja Robnik, Maruša Ferk, Vanja Brodnik in Ana Drev se pripravljajo na svetovno prvenstvo. Našo ekipo je poleg znamke spodnjega perila, ki ga nosijo, in razpoložljivih terminov zanimalo tudi, kakšno je vzdušje v taboru. Jaz moram reči, da se veselim. Jaz upam, da bom dala vse od sebe. Upam. Upam se je pa, lahko rečem, da je kar v redu. Sem vesela, da sem izpolnila to novo. Sem pa včeraj jaz zelo vesela. Komentar dneva, o čem že? O proračunskem primanjkljaju. Rado Pezdir. Ne preveč presenetljivo je vlada odkrila, da zmanjkuje prihodkov in bo kot posledica tega pričakovan proračunski primanjkljaj večji od načrtovanega. Izredni ukrepi za polnitev proračunske luknje naj bi zadevali predvsem povečanje trošarin na alkohol, tobak in bencin. Dobro, ustavimo se pri tem ukrepu in se vprašajmo, kdo je tu nor. Zgodba gre namreč takole. Zaradi umirjanja gospodarske rasti se bo v državni proračun nabralo manj denarja. Ker pa država porabi enako kot pred umirjanjem rasti, bomo sredstva, ki jih potrebujemo, pridobili z novimi davčnimi obremenitvami. Zakaj se mi dozdeva, da bi v polju politične demagogije najprej aktualna vlada, če bi bila še vedno v vrstah opozicije, krulila, da tak ukrep pomeni denimo dražji bencin za revnejše sloje? In drugič, nekako ne razumem, zakaj se apetiti države vendarle ne znižajo in se končno začne ta racionalizacija stroškov in varčevanje. Mislim, da je do danes tudi kakemu novemu socialistu, ki se noče zavedati, da denarja ni neomejeno, jasno, da bi vlada morala začeti uresničevati zmanjševanje javne porabe. Pa pri tem sploh ne mislim zgolj na eskalacijo plačnih zahtevkov v javnem sektorju, temveč tudi prevetritev porabe posameznih ministrstev, racionalizacijo stroškov v zdravstvu, javnih naročilih in investicijah, ter predvsem pri povezavi javnih registrov, od koder prihajajo neupravičeno izplačani ali pa multipli socialni transferi. Zaenkrat v tej državi varčujemo državljani. Država troši ali pa se z varčevalskim denarjem preko državnih bank igra in tajkunizira to, kar nategnjeni Slovenci mislijo, da je nacionalni interes. Nacionalni interes, ki vas bo na koncu poslal na cesto. Slovenija, 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 kulturac. Po 3 letih se je v Cankarjev dom sinoči vrnil kolega Antonije Pušič, obči javnosti bolje znan kot Rambo Amadeus. Ob spremljavi 4 vrhunskih glasbenih kolegov je predstavil nov album Hipišizik Metafizik. S mojime složom sprema se sranje v parter. Še vreme? Zaradi novozapadlega snega je včeraj v oddaji 24 ur na Pop TV vladal prometni kaos, stanje pa se je po noči še poslabšalo. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.